Poiščimo enačbi tangent na to krožnico, ki gresta skozi točko 4 minus 1. Splošna enačba premice y je kx plus n. Zdaj hočemo, da ta premica gre skozi to točko. Torej namesto x in y damo tiste koordinate. Minus 1 je k krat 4 plus n. Če leva stran enaka desni, desna enaka levi. 4k plus n je minus 1. Peljem na drugo stran 4k, dobim n je minus 4k minus 1. Sem dobil zvezo med k in n. Zdaj si jo napišem, n je minus 4k minus 1. In naša enačba premice, torej y je kx plus n, y je kx in potem imamo n minus 4k minus 1. Je napisano v odvisnosti od k, ker mi smo rekli, da gre skozi eno točko, samo če gre skozi to točko, ima lahko različne strmine. Spomnimo se, da k je strmina. Sedaj to premico, ki je odvisna od k, damo v sistem z krožnico. Zakaj damo v sistem? Sedaj rešitve sistema so sečišča premice in krožnice. Nasplošna premica bo sekala krožnico v dveh točkah. Vendar mi bomo postavili pogoj, da ta sistem bo imel eno samo rešitev, torej premica bo tikala krožnico v eni točki in torej bo njena tangenta. Sedaj rešimo v bistvu sistem v odvisnosti k-ja, stavimo ta izraz za y sem in sem. X na drugo plus k krat x minus 4k minus 1 na drugo, smo tukaj, minus 8 k krat x, kx minus 4k minus 1 minus 9 je enako nič. X na drugo. Sedaj, tukaj imamo kvadrat trinoma. Če se ne spomnite, prvi trije členi so kvadrati teh členov. K na drugo, x na drugo, plus 16 k na drugo, plus 1 in potem dvojni produkti. 2 krat prvi krat drugi, minus 8 k na drugo, x. 2 krat prvi krat tretji, minus 2 kx. Potem 2 krat drugi krat tretji, plus 8k. Sedaj moram množiti minus 8 s tem, ampak gremo v novo vrsto. Minus 8kx plus 32k plus 8 minus 9 je enako nič. Sedaj, to se zdi kaotično, vendar se moramo spomniti, da je enačba druge stopnje v x-u, ki rešuje tisti sistem. Zato jo uredimo glede na potence x-a. Izpostavimo x na drugo. Imamo 1 plus k na drugo. X na drugo je bil tukaj in tukaj. Sedaj x, kje ga imamo? Tukaj, tukaj, tukaj. Plus x. Minus 8k na drugo, minus 2k, minus 8k. Potem za ostale člene uredimo glede na potenco od k-ja, zato da je bolj urejeno. Plus 16k na drugo, plus 8k, plus 32k, plus 40k. In potem imamo 1 plus 8 je 9, minus 9 je enako nič, torej ti se uničijo. Je enako nič. Napišemo malo lepše, k na drugo plus 1, x na drugo. Potem imamo, vidite, imamo vse člene z minusom, vzpostavimo minus. 8k na drugo, minus 2k, minus 8k je minus 10k. Če smo že izpostavili minus, bo napisal plus 10k. X plus 16k na drugo plus 40k je enako nič. Ta je enačba druge stopnje v x-u. Hočemo, da ima eno samo rešitev. Torej diskriminanta je enaka nič. B na drugo minus 4ac je enako nič. B bi bil minus ta oklepaj. Ko damo na drugo, ta minus postane plus in torej ga lahko zanemarimo tisti minus.
to je b na drugo, minus 4a, k na drugo plus 1, krat c, 16k na drugo plus 40k, se to je enako nič. Sedaj zbrišem tukaj. Tukaj imamo kvadrat binoma 64 k na četrto plus 160 k na tretjo, potem se bodo uničili k na četrto in k na tretjo, plus 100 k na drugo. Sedaj se mi splača zaenkrat pustiti ta minus 4 in množimo ostalo. K na drugo, ki množi ta dva člena, 16 k na četrto plus 40 k na tretjo, potem 1, ki jih množi, 16 k na drugo plus 40 k je enako nič. Sedaj moram še napraviti to množenje, 64 k na četrto plus 160 k na tretjo plus 100 k na drugo minus 64 k na četrto minus 160 k na tretjo minus 64 k na drugo minus 160 k je enako nič. K na četrto se uničijo, k na tretjo se uničijo. 100 k na drugo minus 64 k na drugo je 36 k na drugo. Minus 160 k je enako nič. Na splošno, ko imamo neko enačbo in vsi koeficienti so deljivi z isto vrednostjo, se nam splača deliti, zato da imamo manjše vrednosti. Delimo z 4 tukaj, celo enačbo, 9 k na drugo minus 40 k je enako nič. Sedaj to je enačba druge stopnje, vendar je bolj enostavna, ker ji manjka en člen in torej lahko rešimo ni treba uporabiti formule, ampak enostavno izpostavimo k. 9k minus 40, enako nič. Torej, en zmnožek je enak nič, ko je prvi faktor enak nič ali drugi faktor enak nič. Prejmo, k je enako nič ali pa 9k minus 40 je enako nič. Ta je že naš k1. Tukaj damo minus 40 na drugo stran in delimo z 9, torej k je 40 devetin, ta je naš k2. Sedaj lahko dobimo n1 in n2. k1 je enak nič, n1 je minus 4k minus 1, minus 4 krat nič minus 1 je minus 1. In torej enačba premice y je kx plus n, torej y enako minus 1. Ta je prva tangenta, k2 je enako 40 devetin, n2 je enako minus 4 krat 40 devetin minus 1. Minus 160 devetin minus 9 devetin. In to je minus 169 devetin. Torej, druga tangenta je y je kx plus n, 40 devetin x minus 169 devetin. In smo dobili obe tangenti. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.